zdaj pa nam je menda uspelo, malo zamujamo. Prvič zdaj ta live delam, tako da je malo tehničnih težav. Dobrodošli. Zdaj se opravičujem, malo zamujamo, malo nam je tu tehničnih škrat, ki jih je bilo treba pogruntati. Če ste še z mano, zelo sem vesela, pa vas lepo prosim, da napišete, da ste tu, da vidite, da slišite, da ste z mano, da vem, da ne govorim samo v prazno in da niste obupali. Tako da evo, prosim, javite se, da vidim, da ste tukaj, da nisem sama. Če lahko tudi kak komentar daste. Danes imamo zanimivo temo, odpiramo eno področje, marsikaj imam pripravljeno za vas in redno se bomo srečevali tu ob sredah in ob petkih, ob 6. zvečer. Potem pa bomo videli, če vas bo zanimalo, če vam bo všeč, lahko vse skupaj še pojačamo, lahko tega še več. Danes pa imamo temo, kaj narediti, kadar čutimo, da več dajemo, kot prejemamo. Verjetno ste malo razmišljali o tem, jaz sem razmišljala tudi, kaj vam naj danes sploh povem. Kako narediti, kadar dajemo več, kot prejemamo? Kje se sploh lotiti? Ena rešitev je, da napademo tiste, ki nam premalo dajejo nazaj, da rečemo, ti si kriv, ti si kriva, vi ste krivi. To je prva rešitev, da najdemo problem izven sebe, da se skregamo in da rečemo nekomu, ti si kriv, ti si problem. Ampak v bistvu na ta način ne pridemo prav daleč. Tako da boljša rešitev je, da se vrnemo k sebi in rečemo, v redu, zakaj pa jaz preveč dajem? Zakaj pa jaz ne postavim takih meja, bolj zdravih meja? Zakaj se jaz premalo cenim? Zakaj jaz pod ceno toliko dajem in tako malo nazaj dobim? V bistvu je najbolj zdrava rešitev, da rečem, v redu, jaz sem vodja mojega življenja, jaz ga vodim in če imam problem, sem jaz problem, ampak to je hkrati to, da sem tudi jaz rešitev. Zanimivo, ne? Torej, jaz sem problem in jaz sem rešitev. In če smo res iskreni in si pogledamo v oči in rečemo, v redu, zakaj jaz preveč dajem? Pa vas povabim, da se vprašamo, zakaj jaz preveč dajem? Zakaj? Probajte si odgovoriti, zelo vesela bom tudi kakšnega komentarja. Jaz imam najrajši, kadar sodelujemo, kadar pišete, kadar smo skupaj. Torej, kaj je tisto, zakaj preveč dajemo? Ali se mogoče ne počutimo dovolj dobre? Ali se nam zdi, da imamo v sebi en tak občutek manj vrednosti in zaradi tega hočemo s pretiranim dajanjem ta svojo manj vrednost izpolniti? Ali morda imamo občutek, da so drugi bolj pomembni kot jaz, da so potrebe drugih bolj pomembne od mojih potreb in zaradi tega toliko dajem, samo zato, ker se mi zdi, da se meni tako nič ne pripada. Ali pa se mi zdi, da moram veliko dati v zameno, da komaj malo dobim. In če si predstavljate tisto tehnico, v bistvu mi moramo veliko dati, da se izenači, da čisto malo dobimo. In zdaj je naša naloga, da prvič, da malo o teh stvareh razmislimo, da se malo vprašamo, kako se počutimo. In jaz sem zelo rada, da ljudje tudi zaprejo oči, pa vas povabim. Dobrodošli vsi tudi, ki se mi pridružujete, se še enkrat opravičim za zamudo, še enkrat vas lepo toplo pozdravim, super, da smo skupaj, vsako sredo bomo skupaj, vsak petek bomo skupaj. Danes so nam malo škratki ponagajali, ampak se že počasi navajamo, se že ogrevamo. Jaz bi rada z vami res podelila veliko vsega, kar se je znanja, modrosti, izkušenj, pa tudi moje ljubezni, mojega srca, bi rada podelila z vami preko teh sreča naših na Facebook Live-u. Jaz se bom kmalu naučila, imam tudi dobro ekipo, ki mi tu pomaga, da stvari zalaufajo in upam, da boste tudi vi našli tukaj v tej naši skupini en prostor, kjer boste lahko res iskreno to, kar ste, kjer boste lahko tudi rasli. Ker časi, ki so kar turbulentni in moramo res poskrbeti, da se mi znotraj sebe dobro počutimo in da mi zrastemo in da že dovolj je stresa zunaj in ni fajn, da še sami sebe nepotreben stres dajemo. Tako, in zdaj poglejmo še enkrat, kako bi lahko naredili, da bi bila ta tehnica malo bolj uravnotežena. Kako bi lahko naredili, da bi se počutili dovolj dobre, da bi se počutili, da smo vredni tega, tudi da sprejemamo. Morda, dajte pomisliti, ali
vredna, da sprejemam? Dajte to pogledati. Ali se morda ne čutim vredna, da meni pritekajo lepe stvari? Ali se mogoče ne čutim vredna, da sploh mi kdo kaj da? Dajte še malo, dobrodošli, pridružujete se, sem se že bala, da bom sama, ampak vidim, da je to tema, ki nas zanima in vidim, da je, tako da lepo vsi dobrodošli. Vesela bom vaših komentarjev, tudi če lahko kaj napišete zraven, da lažje vem, da smo skupaj, da vas te stvari se dotaknejo. Jaz jih tu ne vidim, kaj jih vidim, drugje? Ne, ni še komentarjev. Tako da ste dobrodošli, ko se upogumite. Zdaj pa predlagam, da naredimo malo stapkanja, da se ogrejemo, da se spočijemo, da se malo sprostimo, prav, da lažje zajadramo v te našo novo izkušnjo. Pa vas vabim, da zaprite oči, naredite globok vdih, izdih, začutite svoje telo, poglejte, koliko je napetosti v vas, koliko je utrujenosti v vas, koliko je mogoče preobremenjenosti v vas, koliko je mogoče tega, da resnično se samo na vse konce razdajamo in potem ostanemo prazni. In zdaj želimo malo, da se sprostimo, želimo se temu posvetiti. Pa vas vabim, da se, eni gotovo že znate tapkanje, nekateri pa je morda čas, da se ga naučimo. Preprosta tehnika, je že 10 let ljudem s tem pomagam. Praktično veliko, včasih smo na robu čudeža, kar lahko s tem tapkanjem dosežemo, ko smo res vešči. In zdaj bi rada, da naredimo en tak čisto preprost krog, da se počasi naučimo, ker mislim, da če kdaj časi zdaj to želijo, da se to naučimo. In lahko začnemo in rečemo, kljub temu, da občutim vse te občutke, mišljeni so v bistvu negativni občutki, vsa ta obremenjenost, kljub temu se imam rad in se sprejemam, pa lahko ponovite za mano, kljub temu, da čutim vse te občutke, se imam rada in se sprejemam. In še tretjič, kljub temu, da čutim vse te občutke, se imam rada in se sprejemam. In zdaj gremo na vsako točko in rečemo, vsi ti moji občutki. Na strani očesa, vsi ti moji občutki. Pod očesom, vsi ti moji občutki. Pod nosom, vsi ti moji občutki. Pod usti, vsi ti moji občutki. Ključnica, vsi ti moji občutki, pod pazduho, vsi ti moji občutki, na vrhu glave, vsi ti moji občutki. Naredimo globok vdih, izdih in zdaj gremo še en krog, bomo šli malo bolj pozitivno in rečemo, izberem, da se sprostim. Pa na vsaki točki isto, da se navadimo. Na strani očesa izberem, da se sprostim. Pod očesom izberem, da se sprostim. Pod nosom izberem, da se sprostim. Izberem, da se sprostim. Ključnica, izberem, da se sprostim. Pod pazduho izberem, da se sprostim. In na vrhu glave izberem, da se sprostim. Super. Naredimo močen vdih, izdih, tako, in zdaj vas vabim, da gremo k naši temi. Zaprite oči in pojdite globoko vase in se vprašajte, kako se počutim, ko preveč dajem. Kako se počutim? Na eni strani me verjetno to polni, mi daje to občutek, pomembna sem. A na drugi strani morda občutek krivice, prikrajšanosti. In drugo vprašanje, in če imate kaj zapisati, vas vabim, da si napišete. In drugo vprašanje, še vedno imamo zaprte oči in poskusite se soočiti s tem, kako bi se počutila, če bi jutri ali pa danes večer, od jutri naprej, nehala toliko dajati. Če bi se znala postaviti zase, če bi lahko nekomu rekla ne, če bi poslušala sebe, če bi si vzela čas, ko sem utrujena, da počivam, če bi včasih komu rekla, lahko ti pomagam, ampak kasneje, lahko to naredim, ampak kasneje. Torej, kako bi se počutili, če bi takrat, ko smo utrujeni, nehali dajati? Če bi takrat, ko smo utrujeni, ugotovili, da jaz rabim dajanje, da tisti, ki rabi pomoč, sem jaz, tista, ki je prazna, sem jaz,
Tista, ki rabi sprostitev, sem jaz. Tista, ki rabi ples, vesele pesmice, tista, ki rabi gledati nebo ali pa samo spiti kavico na sončku ali pa čaj, tista sem jaz. A? Kaj, če bi začeli? Kako bi se počutili, če bi sebe postavili na prvo mesto in bi najprej poskrbeli za svoje potrebe? Da bi najprej poskrbeli, da se vi dobro počutite. Kako bi se počutili? Bi imeli krivdo? Bi se vam zdelo, da je to sebično, če skrbimo zase? To imamo Slovenci vgrajeno v našem genski kod, mogoče celo, v našo psiho, v našo kolektivno zavest, da je sebično, če imamo radi sami sebe. Sebično je, če poskrbimo zase. Sebično je, če poslušamo sebe. Ste slišali te stavke? Jaz sem jih, ko sem bila majhna. Ampak danes jih ne slišim več, ker to so je neumnost. Ker če hočem biti jaz dobro, če hočem deliti, moram najprej biti jaz dobro. Če hočem dajati, moram biti najprej polna. In zelo mi je všeč, ko Oprah Winfrey za svojim črnskim naglasom, svojo močno pojavo reče The cup must be full, it's running over. Ali če prevedemo, moja skodelica mora biti polna, če hočem deliti naprej. In ni sebično, če poskrbim zase, ni sebično, če poskrbim za svoje potrebe, ni sebično, če najprej dam sebi, ker več kot dam sebi, več bom tudi prejela od sveta in se bo nekako ta naš manko izgladil. In zdaj bi z vami še malo naredila tapkanje, seveda lahko mi pišete, imamo neke komentarčke tukaj, da vidim, če lahko jaz to pogledam, pa jih ne morem pogledati, mogoče kdaj kasneje. V redu, zdaj predlagam, da začnemo malo tapkati in dajmo kar tako, vi se samo naslonite nazaj, zaprite oči, štartali bomo na karate točki, lahko tapkate takole, se pravi z eno roko po karate točki druge roke ali zamenjate, prav? Pa samo prepustite se, samo čutite svoje telo, tudi če boste kakšne občutke doživeli, solzice, samo bodite z mano, prepustite se, čutite sami sebe. To je nekaj, kar ne moramo čisto na hitro pavšalno narediti, ampak je treba se do te besede, moje besede se običajno dotaknejo vaših src, ampak zato morajo biti vaša srca odprta, rabimo nekaj časa in prostor, da to naredimo. Prav? In začnemo, tapkamo na karate točko in rečemo, kljub temu, da več dajem, kot prejmem, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da več dajem, kot prejmem, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da več dajem, kot prejmem, se imam rad in se sprejemam. Tapkamo, več dajem, kot prejmem, na vsaki točki isto. Več dajem, kot prejmem. Zdaj v bistvu govorimo to, kar je naša resnica. Več dajem, kot prejmem. Čutite to? To je moja zgodba. Malo nas boli, ko to govorimo. Več dajem, kot prejmem. Več dajem, kot prejmem. Ključnica. Več dajem, kot prejmem. Več dajem, kot prejmem. In na glavi več dajem, kot prejmem. In zdaj gremo izmenično. Kaj pa, če začnem dajati sebi? Ne morem. Kaj, če začnem dajati sebi? Ne morem. Kaj, če začnem dajati sebi? Ne morem. Kaj, če začnem dajati sebi? Ne morem. In tretji krog dajmo pozitivnega. Izberem, da začnem dajati sebi. 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 Super. Naredimo vdih, izdih. Tako, in to je sporočilo, s katerim bi želela današnji večer nekako zaključiti, oziroma bi želela, da si ga napišete. Sporočilo je, več kot dam sebi, več prejmem. In vas vabim, da si to napišete. Dajte si en listek
na vidno mesto, dajte si ga noter shraniti tukaj za telefonček, dajte to večkrat pogledati, naj to postane vaša resnica. Več kot dajem sebi, več bom prijela. In tista oseba, ki najbolj rabi, da ji dajemo, je vsak od nas sam. Ker če se vsak od nas poskrbi, da se dobro počuti, potem bomo vsi zadovoljni. In jaz ne morem rešiti celega sveta, lahko pa poskrbim, da sem jaz v redu. In ko sem jaz v redu iz svojega dobrega, lahko tudi nekaj malega z vami podelim. In podobno vi, ko boste vi v redu, boste topli do svojih otrok, prijazni do svojega partnerja ali partnerke, do soseda, kadar pa smo nemirni, nervozni, živčni, pa to trosimo okoli. In če kdaj, potem je zdaj čas, da začnemo dajati sebi. Kaj pa to pomeni dajati sebi? Vprašajte se, kaj je tisto, kar lahko danes ali pa ta trenutek najbolj ljubeče zase naredim. Kaj je tisto, kar si lahko dam? A je to mogoče vroča vana? A je to mogoče dobra knjiga? Ali je to mogoče sprehod v naravi? Ali je to mogoče en pogovor s prijateljico? Dajte si izmed vseh obveznosti, ki jih imate, in vse, kar je treba narediti, dajte en košček v dnevu nameniti sebi. In se vprašajte, kaj je tisto, kar si pa jaz res želim? Kaj je tisto, kar jaz resnično rabim? Jaz vam ne morem reči, kaj to vi rabite. Vi morate začeti sebe poslušati. In je to proces. Se spomnim časov, ko tudi sama sploh nisem slišala, kaj si želim, ampak zdaj se pa počasi že slišim. In vem, ali rabim iti mogoče na WC in ne čakam s tem, ali moram iti pod tuš, ali moram iti v naravo, ali rabim obrok, ali rabim kaj spiti, ali rabim počivati, ali mi pa še se družiti, ali mi pa še biti svojo družino, ali mi pa še biti sama. Kaj je tisto, kar lahko začnemo dajati sebi? In to je vprašanje, se pravi, tisto, kar si zapišete, je to, več kot dam sebi, več prejmem. Ja? Vsak od nas to rabi, posebej, če smo rojeni v Sloveniji in posebej, če smo ženskega spola. Več kot dam sebi, več prejmem. In se bo uravnotežila tale tehnica, počasi. In druga stvar, vprašajte se, kaj si resnično ta trenutek želim, kaj bi bilo najbolj prijazno do mene, da ta trenutek sama sebi dam. Ali pač tisti čas, kadar si lahko vzamete nekaj časa zase. Tako, to je nekako en tak začetek naš, da hvala, da ste bili z mano, sem zelo vesela, hvala, da slišite to sporočilo, želim, da se vas dotakne. Torej, v petek se spet dobimo, v petek pa bo naša tema, kako umiriti naš zato da se lahko v miru naspimo celo noč, da sladko spimo in da se spočijemo, ker tudi to nujno rabimo in tako rabimo dihanje in rabimo vodo in rabimo hrano, rabimo tudi spanje. In spanje je tudi ključno, tudi to si moramo dati. Tako da naslednjič torej tema, kako umiriti svoj kako se spočiti, kako celo noč prespati. Naprej pa si malo razmislite srede in petke, toplo dobrodošli, da ste z mano, lahko še koga povabite, lahko komentirate, lahko imate tudi kakšne predloge, kaj bi želeli slišati, o čem bi želeli, da se pogovarjamo, o čem bi želeli, da tapkamo, kaj je tisto, kar vas zanima. Torej, zelo bom vesela, sploh zdaj na začetku, da mi daste še z vaše strani. Torej, jaz sem pripravljena, da naredimo si lepo ta dom zaupanja, kjer si bomo zaupali to skupinco, kjer bomo vsi rasli in kjer bo eno tako pozitivno okolje. Tako da, lepo toplo vas pozdravljam, posiljam vam 1000 poljubčkov, se vam zahvalim, da ste bili danes z mano in vse dobro vam želim in v petek se ob 6 spet vidimo. Srečno!